Plešemo na Timi Kids TV. Tam v čistem morju morski ježek mirno spi. Potlej pa ga nekaj strese in iz spanca prebudi. Mali vide prvošolec, glasno joče in kriči. Nogo dviga ven iz vode, v palcu ima bodice 3. Ježek pa si misli svoje, tekar joče ti je prav. Kakšen bi jaz ježek bil, če bi brez vsem bodico stal. Dragi otroci, lepo pozdravljeni! Danes sem z vami Artur in plesalke športnega društva Pike. Za vas smo pripravili ples Morski ježek za Timi Kids. Pa pojdimo počasi. In prekrižamo noge, roke v stran, nazaj, v stran, skupaj. Počepnemo in skočimo gor. Zaspimo in na drugo stran. Pa pojdimo še enkrat. In prekrižamo nazaj, v stran, skupaj, dol, skočimo in zaspimo. Ok, pa nadaljujemo, ponovimo še vse v levo in gremo. Čez, nazaj, v stran, skupaj se skrijemo, skočimo in se prebudimo. Ok, pa pojdimo še enkrat. V stran, nazaj, v stran, skupaj, dol, gor in se prebudimo. Ok, od začetka pripravljeni, pa pojdimo. Čez, nazaj, v stran, skupaj, dol, gor in zaspimo, korakamo. Še na drugo stran. 1, 2, 3, 4 in dol, skočimo, se prebudimo. Roke pustimo tukaj in gremo en obrat v levo, korakamo z desno nogo. Pa pojdimo. Odlično, zdaj pa se zavrtimo. 1, 2, 3, 4 in korakamo naprej. Naprej, nazaj, nazaj. Še enkrat, roke v stran in gremo. Čez, 2, 3, 4 in obrat. 2, 3, 4, roke gor in se jočemo, kričimo in zaskrijemo. Odlično, pojdimo še enkrat. Roke v stran, 2, 3, 4, obrat. 2, 3, 4, korakamo, kričimo in se skrijemo. Ste pripravljeni od začetka? No pa pojdimo. 5, 6, 7, gremo. Čez, nazaj, stran, skupaj in dol, skok in spimo. Še na drugo stran. Hop, 2, 3, 4 in dol, skočimo, se prebudimo, roke in vrtimo. Odlično, na drugo stran. In korakamo naprej, naprej, nazaj, nazaj, na mestu 2, 3, 4. Ok, pojdimo naprej, zavrtimo se v levo še. 1, 2, 3, 4, ponovimo korak naprej in nazaj. Roke gor, gor, dol, dol. Še enkrat, no pa dajmo. Obrat, 2, 3, 4, korak, 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 korak. Super, zaključimo še tukaj roke in naredimo obrat v drugo stran. Hop, 2, 3, 4. Ste pripravljeni, da gremo od začetka? No pa dajmo. 3, 4 in 1, 2, 3, 4 in dol. Gor in spimo.
Odlično, ponovimo na drugo stran. In dol, gor, se prebudimo. Roke v stran in se vrtimo. Obrat, 2, 3, 4 in korak, korak, nazaj, nazaj, se skriješ. Odlično, obrat, 1, 2, 3, smoješki, 1, 2, 3, 4 in obrat v drugo stran. Odlično, kako vam je šlo? Ste pripravljeni, da naredimo še zaključek? Ok, ježek ima bodice, zato se sklonimo dol in gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mahamo, hop, hop in hop, hop. Še na drugo stran, bodice. 2, 3, 4, 5, 6 in hop, velik objem in migamo z rameni. Odlično, ste pripravljeni, da gremo od začetka? No pa dajmo. 5, 6, 7 in prekrižaš nazaj, v stran, skupaj, skriješ, gor in zaspiš. Na drugo stran ponovimo, bravo, dol in gor in se prebudimo, okoli, 1, 2, 3, 4, obrat. Se jočemo, hop, hop, kričimo, se skrijemo in obrat na drugo stran. Smoješki, 1, 2, 3, 4, hop in gremo na drugo stran. Dol, hop, 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 hop in 1, 2, mahamo na drugo stran. Pum, 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 hop, se objavimo in migamo z rameni. Bravo, zdaj pa gremo po muziki, ste pripravljeni? Ok, pa pojdimo. 6, 7, greš. 6, 2, 3, 4, se skriješ. Hop, in spimo. Odlično, druga. Skriješ. In se prebudiš, vrtimo. Obrat. In jočeš, skriješ. Hop. Obrat. In ježki. Odlično. In na drugo stran. Dol smo ježki. Mahamo. Bravo. Na drugo stran. Se objameš in migaš. Odlično, bravo otroci. Sedaj pa vas lepo pozdravljamo in ti, mi, kids. Čau. Tam v čistem morju morski ježek mirno spi. Potlej pa ga nekaj strese in iz spanca prebudi. Mali Bine prvošolec glasno joče in kriči. Nogo dviga ven iz vode, v palcu ima bodice 3. Ježek pa si misli svoje, ti kar joči ti je prav. Kakšen bi jaz ježek bil, če bi brez vseh bodico stal. Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem o potovanju male plastične vrečke. So ušeska napeta? Potem pa začnimo. Joj, kako me stiska, je tarnala mala plastična vrečka, ko so ji v tovarni vdihnili življenje. Spustite me, je kričala. A je zaradi ropota strojev ni slišal nihče.
Potem so jo tako stisnjeno zvili v klopčič z drugimi vrečkami. Ne morem dihati, ne morem dihati, je glasno protestirala. A je bilo še huje, ko se je znašla v zaprti škatli. Zdaj niti dnevne svetlobe ni več videla. In kako jo je premetavalo, ko so jo skupaj z drugimi vrečkami prav nespoštljivo vrgli na tovornjak in jo odpeljali. Tako grdo ravnajo z mano, se je smilila sama sebi. Pa komaj sem se rodila. Takšna je naša usoda, je razložila vrečka poleg nje. Kako to misliš? Se je začudila mala vrečka. V trgovino nas peljejo, je razložila njena sotrpinka. O, se je začudila mala plastična vrečka. Kako pa to veš? Ujela sem del pogovora za tekočim trakom, je rekla ta. In kaj bomo tam počele? Je zanimalo malo plastično vrečko. Zraven sadja in zelenjave nas bodo postavili, je rekla razgledana vrečka. To je dobro, kaj ne? Seveda, je pritrdila vrečka. Zato smo se rodile. Mala plastična vrečka je zdaj komaj čakala, da prispejo v trgovino. In ko so jo postavili na stojalo, je imela čudovit pogled na sadje in zelenjavo. Bila je celo tako visoko, da je v trgovini lahko opazovala tudi druge stvari. Kruh in pecivo, pa moko in sladkor, pločevinke, steklenke in plastenke. Tukaj bo zares lepo, si je mislila mala plastična vrečka. Niti za trenutek se ne bom dolgočasila. Poleg tega se je zabavala v poslušanju pogovorov tistih, ki so hodili mimo nje. Mami, 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 je zaslišala nekega dečka. Jabolka, je bil navdušen, ko je zagledal čudovita rdeča jabolka. In potem se je zgodilo. Deček jo je tako silovito potegnil s stojala, da bi se skoraj strgala. Hej, hej, pazi malo, ga je opozorila mala plastična vrečka. A deček se je obnašal, kot da je ne sliši. Vanjo je postavil že 4. jabolko. Dovolj, dovolj, ga je rotila vrečka. Tolikšne teže ne bom zmogla nositi. Kaj ne vidiš, da sem majhna? Je bila ogorčena, ko je deček vanjo postavil že 5. jabolko. A dečku ni bilo mar. Vzel je še 1 jabolko. Potem pa stekel k mami, ki je stala v vrsti za kruh, in vrečko z jabolki v red postavil v nakupovalni voziček. Še sreča. Potem se je vozila po trgovini. Videla je stvari, ki jih stojala zagotovo ne bi nikoli. Pa saj to je naravnost fantastično, si je mislila mala plastična vrečka, ki je hitro pozabila na dečkovo nevljudnost. In potem, ko je v vozičku prepotovala že skoraj vso trgovino, so jo odpeljali ven. Zdaj je prvič zagledala sonce in zadihala sveži zrak. Kako čudovito, kako lepo, je vzklikala od veselja. Počutila se je koristno in svobodno. V mislih je bila nadvse hvaležna dečku, ki jo je izpulil stojala. Če ne bi bilo njega, vsega tega zagotovo ne bi videla, si je mislila. In imela je prav. Potem so jo postavili v avtomobilski prtljažnik. Objela jo je tema in prav nič prijetno se ji ni godilo med vožnjo. Kako mi je slabo, je tarnala. Ni dosti manjkalo, pa bi izbruhala vsa jabolka. A k sreči vožnja ni trajala dolgo. Spet je zagledala sonce in zadihala sveži zrak, ko so jo postavili na vrtno mizo. Deček je iz nje vzel 2 jabolki in enega ponudil svoji sestrici. V resnici je zelo prijazen, si je mislila mala plastična vrečka. Zdaj je bila tudi sama lažja. Potem je prišla še dečkova mama in iz nje vzela preostala jabolka ter jih odnesla v hišo. Za trenutek je zunaj ostala
čisto sama. Zapihal je lahen vetrič in jo napolnil s svojo sapo. Vzdignila se je v zrak in poletela. Letim, letim, je bila navdušena mala plastična vrečka. A njeno veselje ni trajalo dolgo. Veter je nekam pobegnil in v trenutku je trdo pristala na tleh. Kar nekaj časa je ležala tam in čakala, kaj se bo zgodilo. Ojoj, prejoj, je od groze razširila oči, ko je mimo pridrvel ogromen tovornjak. Res je imela srečo, da je ni povozil, a je naredil tolikšen prepih, da jo je dvignilo v zrak in poneslo nekaj metrov stran. Ne, ne, je kričala mala plastična vrečka, ko je pristala v veliki luži. Lovila je ravnotežje in se upirala. A ni prav nič pomagalo. Ves dan in vso noč je preživela v vodi, kjer se je tresla kot šiba na vodi. Potem pa je mimo priletela radovedna vrana in jo zgrabila za roko. Avč, je zakričala, ko jo je ranila s svojim kljunom. Kam me vlečeš? Je zahtevala pojasnilo. A vrana ji ni odgovorila. Odletela je do bližnjega drevesa in jo pustila tam. Mala vrečka se ni pritoževala. Čeprav je še vedno kapljalo od nje, je bila vesela, da je na suhem. Potem je posijalo sonce in hitro se je posušila. Vrnil se je tudi veter in spet se je dvignila v zrak. Pihaj, 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 je prosila veter. In veter je zapihal na vso moč. Malo plastično vrečko je poneslo nad mesta in vasi. Videla je jezera, potoke in ribnike. Potepala se je po gorah, hribih in dolinah. Na svojem potovanju je doživela številne nezgode, prigode in zabavne dogodivščine. Kljubovala je številnim viharjem in snežnim zametom. Povozil jo je avtobus, vlak pa jo je kilometre in kilometre vlekel za seboj. Kljuvale so jo ptice in ni veliko manjkalo, da bi se zapletla v letalski motor. Pogoltnil jo je jezerski krab, v nekem morju pa jo je stresel celo električni skat. In čeprav je bila skoraj povsem raztrgana, je po več letih prispela vse do velikega oceana. Tam pa se je za njo izgubila vsakršna sled. Nihče ne ve, kaj se je z njo zgodilo. Morda to ve meduza velikanka, sinji kit ali celo orka. Lahko bi o njej povprašali še delfina. Toda zagotovo vemo, da se mala plastična vrečka domov ni nikoli več vrnila. Ali veš, da vsako minuto na svetu porabimo več kot 1 milijon plastičnih nakupovalnih vrečk? Ali veš, da letno za proizvodnjo plastičnih vrečk porabimo od 60 do 100 milijonov sodov nafte? Ali veš, da se zaradi proizvodnje plastičnih vrečk v ozračje vsako leto spusti na tone emisij ogljikovega dioksida? Da je za proizvodnjo plastičnih vrečk potrebno ogromno energije in surovin? Da je uporabnost plastične vrečke običajno omejena samo na čas od nakupa do prihoda domov, ko jo ponavadi tudi zavržemo? Da je povprečna delovna doba plastične nakupovalne vrečke le pol ure? Da plastična vrečka lahko živi tudi 1000 let, preden razpade? Ali veš, da so plastične vrečke eden izmed 12 najpogosteje najdenih predmetov na obali? Da vsako leto zaradi plastičnih vrečk pogine na tisoče morskih živali? Ali veš, da vsako leto zaradi plastičnih vrečk pogine ogromno ptic in drugih živali? Da plastične vrečke mašijo jarke, kanalizacije in rečne struge? Da plastične vrečke kazijo naravo in jih hkrati škodujejo?
da pri razkrajanju plastične vrečke nastajajo strupeni delci, ki zastrupljajo zemljo in vodne vire. Da plastične vrečke zastrupljajo podtalnico, ki je glavni vir pitne vode za ljudi. Da so nekatere države, Mehika, Indija, Kitajska, zaradi ogrožanja narave in zdravja ljudi popolnoma prepovedale plastične vrečke. Da lahko sam veliko prispevaš k ohranjanju narave tako, da zmanjšaš porabo plastičnih vrečk. Da lahko namesto plastičnih vrečk uporabljaš vrečke iz blaga ali okolju prijazne vrečke za večkratno uporabo. Ali veš, da plastično vrečko odvržemo v rumen zabojnik za embalažo? In ali veš, da lahko plastično nakupovalno vrečko tudi sam recikliraš tako, da iz nje narediš nov izdelek? Velja si torej zapomniti vse našteto, seveda, ampak predvsem to, da lahko plastično vrečko nadomestimo z vrečko iz blaga za večkratno uporabo. No, smo si zapomnili? Kaj smo si zapomnili? Da lahko plastično vrečko nadomestimo z vrečko iz blaga. Odlično! Zdaj pa otroci, hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Timi, Kids TV. Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Živijo, jaz sem rad bilo predstavljati nekaj o olimpijskih igrah. Olimpijske igre potekajo vsaka 4 leta. 2 leti se menjajo poletne in zimske olimpijske igre. Lepo bi bilo, da bi vsi trenirali šport. Moder krog predstavlja Evropo, rumen krog predstavlja Azijo, črn krog Afriko, zeleni krog predstavlja Avstralijo in rdeč krog predstavlja Ameriko. Predstave japonske. Tukaj potekajo olimpijske igre. Poglejte, to je olimpijski ogenj, ki potuje po celem svetu, gori, dokler olimpijskih iger ni več. Poglejte, to je Foxy, maskota slovenske reprezentančke. Vso srečo našim športnikom v Tokiu. Ljubček, pa do prihodnjič. Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci! Čas je za pravljico. Diana vam tokrat preberem knjigo avtorice Mojceje Gremo po Sloveniji. Ampak, preden začnem z branjem, me zanima, ste zobke že umili? Ste? Odlično. Kaj pa pižamice ste že oblekli? Tudi? Kaj pa ušesa? So ušesa napeta in pripravljena na novo zgodbo? So? Zelo dobro. Moji plišasti prijatelji? Kaj pa vi? Ste pripravljeni na novo zgodbo? Ste? Potem pa predlagam, da začnemo. Pa pojdimo po Sloveniji. V imenu Slovenija se skriva 12 različnih živali, ki se odpravijo na pot, da raziščejo njene lepote. No, pa poglejmo, katerih 12 živali se bo odpravilo na pot in raziskalo našo čudovito državo Slovenijo. No, poglejmo. Slon! Slon je prišel na obisk v Slovenijo. Pa poglejmo, kaj ima povedati.
Slon se je iz vroče Afrike odpravil naravnost na Primorsko. Najprej v pristanišče Koper in potem še v akvarij v Piran. A je bil akvarij zanj premajhen, morje pa preslano. Zato se je odpravil na slovenski Kras. Nazadnje so ga videli v Kraški jami blizu Sežane. Poglejte, kako zanimivo! V besedi Slovenija se skrivajo črke, iz katerih lahko sestavimo besedo slon. Zelo domiselno. Gremo naprej. Los. Los se je iz Severne Amerike odpravil na Koroško, najprej v Slovenj Gradec in potem še v Mežico pod goro Peco, kjer je skušal prebuditi kralja Matjaža. Zataval je celo v rudnik, ker je bil prepričan, da v njem kopljejo zlato. Torej, tudi iz črk, iz besede Slovenija, lahko sestavimo ime Los. Poglejte. Gremo dalje, da vidimo, katera žival se bo naslednja odpravila na popotovanje. Vol. Vol se je iz daljne Indije odpravil na Štajersko. Najprej v Celje, kjer je nameraval spoznati celjske grofe. Pot je nadaljeval do Velenja in potem v Maribor. Tam si je privoščil počitek ob reki Dravi. Nazadnje je odšel še na Ptuj, saj je upal, da se bo v najstarejšem slovenskem mestu zanj vendarle našlo delo. Poglejte. V besedi Slovenija so tudi črke, s katerimi lahko sestavimo besedo vol. Gremo naprej. Osel. Osel se je iz južnih krajev odpravil v glavno mesto, v Ljubljano. Najprej se je popeljal po Ljubljanici in z varne razdalje opazoval mogočnega zmaja, ki bedi nad mestom. Potem se je peš povzpel na Ljubljanski grad in z vrha opazoval najvišjo slovensko goro, Triglav. Ta meri v višino kar 2864 metrov. Poglejte ga, osliček, ki se je povzpel na čolniček, da je videl lepote našega glavnega mesta. In ja, v besedi Slovenija se skrivajo črke, s katerimi lahko sestavimo besedo osel. Gremo dalje? Gremo. Noj je iz Afrike pritekel na Notranjsko. Najprej je odšel v Postojno in si ogledal prelepo jamo s kapniki. Potem je obiskal še Škocjan in Škocjanske jame. Šele potem je odšel do Cerknice, da bi si ob presihajočem jezeru, v katerem je bilo na srečo še nekaj vode, malce odpočil in se odžejal. Svoje potepanje je zaključil v Logatcu. In tudi besedo noj lahko sestavimo iz črk, ki sestavljajo besedo Slovenija. Gremo naprej. Lev. Lev je iz Azije pripotoval v jugovzhodno Slovenijo. Najprej je odšel v Ribnico, kjer je obiskal sejem suhe robe in lončarstva. Potem se je odpravil v Kočevje, kjer se je z medvedom nameraval pomeriti v moči. V Beli krajini, v Črnomlju, si je vzel čas za počitek. Nato je nadaljeval pot proti reki Kolpi, kjer je bil dogovorjen s svojo srčno izbranko. Poglejte ga, levčka. Tudi njegovo ime lahko sestavimo iz črk, ki sestavljajo besedo Slovenija. Gremo naprej. Levinja. Levinja se je iz Afrike odpravila v Posavje. Najprej v Krško, da preveri, ali jedrska elektrarna še obratuje. Potem je odšla na Dolenjsko, v Novo mesto, kjer se je najprej okopala v reki Krki. Pot je nadaljevala proti Beli krajini, vse do Metlike, kjer jo je ob reki Kolpi že čakal njen srčni izbranec. Tudi besedo Levinja lahko sestavimo iz črk, ki sestavljajo besedo Slovenija. Poglejte, ste se našla. Gremo naprej. Oven. Oven je že od nekdaj oboževal Gorenjsko, kjer se je rodil pesnik France Prešeren. Rad se je sprehajal po Kranju, tokrat pa je obiskal Bled in se spletno popeljal na Blejski otok.
Potem ga je pot zanesla še v Bohinj, kjer je nekaj dni preživel ob Bohinjskem jezeru. Nazadnje pa je obiskal še Kranjsko goro. V Kekčevi deželi se je za njim izgubila vsakršna sled. Poglejte ga. Oven. Tudi besedo oven lahko sestavimo iz črk, ki sestavljajo besedo Slovenija. Gremo naprej. Lin. Lin je na vsak način hotel na Primorsko, natančneje na Goriško. V Novi Gorici blizu italijanske meje bi najraje kar ostal, če ga ne bi premamila bistra Soča. Ko je priplaval pod Solkanski most, je vedel, da še nekaj časa ne bo zapustil Soške doline. V dolini Trente si je ogledal Bovec, potem pa še Kobarid. In čeprav je sprva nameraval v Cerkno, je nazadnje pristal v prelepih goriških Brdih. Poglejte, Lin. In ravno njegovo ime lahko sestavimo iz črk, ki sestavljajo besedo Slovenija. Gremo naprej. Svinja. Svinja je odšla v Prekmurje, najprej v Mursko Soboto in potem še v Lendavo, kjer je obiskala grad. Nadaljevala je pot do Beltincev, potem je nameravala obiskati Črenšovce, a je zgrešila pot in pristala ob reki Muri. Tako, tudi besedo svinja lahko sestavimo iz črk, ki sestavljajo besedo Slovenija. Sova. Sova je poletela na Goričko. Najprej je obiskala Moravske Toplice, pot pa nadaljevala do Bukovniškega jezera. Obiskala je še Kobilje, Hodoš in Grad. Ko pa je priletela do Ledavskega jezera, je tam tudi ostala. Poglejte jo, sova. Tudi besedo sova lahko sestavimo iz črk, ki sestavljajo besedo Slovenija. Gremo dalje. Osa. Osa je poletela v Zasavje, najprej v Zagorje ob Savi in potem v Trbovlje, kjer je najprej poletela na vrh najvišjega dimnika v Evropi. Ta meri 360 metrov. Zatem pa si je ogledala še muzej premogovništva. Pot je nadaljevala v Hrastnik, kjer je smuknila v rudnik premoga. Svojo pot je zaključila ob najdaljši slovenski reki, reki Savi. In ko so živali Slovenijo dodobra spoznale, so se odločile, da bodo v deželi zavedno ostale. Tudi besedo osa lahko sestavimo iz črk, ki sestavljajo besedo Slovenija. Tako, pa smo prebrali do konca še eno krasno knjigico avtorice Mojceje Podgoršek. Tule na koncu je napisala še tole. Tam, kjer sonce zgodaj vstane in se radost v srcih vname, tam, kjer iz gozda zadiši in pesem ptic nas prebudi, tam, kjer so hribi, doline in gore, kjer lepota je, ki jo vsi slave, tam, kjer so jezera, reke in morje, rodovitno slovensko je polje. A ni krasno? Tudi meni se tako zdi. Zdaj pa, dragi otroci, je čas. Zakaj je že čas? Ne moram se spomniti. Prijateljčki moji plišasti. Napočil je čas zakaj? Nikakor se ne moram spomniti, kaj že moram storiti. Kaj pravite? Kaj? Kaj pravite? Posloviti se moram. Sloves ne maram, mogoče se pa zato ne spomnim, kaj moram narediti. Ampak, se bomo družili spet kmalu naslednjič? Bomo? Obljubite? Dobro. Roka? Roka. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite. Z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in... kaj že? Sladke sanje. The emerald green forest. Close your eyes, relax your body. Your eyelids are becoming heavy and your eyes can take a rest.
Your arms and legs are getting heavy too. Your whole body is becoming heavy and relaxed. Take long inhales and exhales. Quietly, slowly inhale through the nose. Then exhale deeply through the mouth. Continue. Long inhale, even longer exhale. Repeat over and over again. Breathe in and breathe out. The world around you is slowly fading away as you are beginning your miraculous journey. Get ready for a fairy tale story in which the main character is you. So color your journey with your favorite colors and sprinkle it with magical stardust. Deep inhale, deep exhale. It is time your miraculous adventure begins. With every inhale, you begin to see more clearly that two enchanted unicorns with a golden carriage are coming right towards you. One of the unicorns gives you a playful wink, and the other kindly lets you know that they are here for you, and you only. You climb onto the carriage with great curiosity and sit comfortably on the soft rainbow seat. And off you go. You feel entirely safe and trust the friendly unicorns completely. You enjoy the view. The road you travel on is made of glowing pebbles, and there are torches on each side of the road, burning in your favorite colors. The torches are showing you the way and highlighting the wide forests around you. The forests are also glowing. It is as if someone sprinkled them with stardust in your favorite color. The unicorns stop at the magical forest. You eagerly exit the carriage and immediately spot a path that leads into the woods. You give your sweet unicorns a hug and say goodbye. They wish you a magical journey in the enchanted forest and give you a wicker basket full of glowing pebbles. You wave to the unicorns and head onto the illuminated path, which is winded between the emerald green spruce trees covered in emerald green glowing dust. The trees are greeting you with friendly smiles. They are so beautiful and so mighty. You walk lightly among them and leave a trail behind you. You drop the glowing pebbles along the way. The warm wind you feel on your cheeks carries a gentle bird song. All of a sudden, you see a choir of birds before you, and they are singing your favorite song. All the birds are emerald green in color, and they glow in the dark. You stop and observe them. One of the birds comes closer, sits on your shoulder, and chirrups in your ear. It wants to be your friend and help you dispel all of your worries. The friendly bird gently flutters its wings, tickles your cheeks, and sprinkles you with a pinch of stardust. You tell her all your troubles. Together you sing your favorite song, maybe a lullaby, a football anthem, or in your mind you hum your favorite song and suddenly realize that all your worries miraculously vanished into the night. You continue to walk lightly on the path. The entire choir of birds is keeping you company and chirruping lively melodies. The forest is becoming more and more magical and mysterious at the same time. More animals come and join you. A mischievous squirrel
startles you for a moment when she throws a golden nut directly at you. Bouncy Bunny is hopping happily before you. Cunning Vixen sits on your shoulder so she doesn't have to walk, and Lovely Dear kisses you with her big and long eyelashes. Your journey becomes even more magical in such a lively company. When you see a big, fluffy bear covered with brown glowing dust, you become even more joyful, and it doesn't scare you even one bit. The bear tells you his name is Teddy, and he has come to heal your sadness. He tells you it is okay to feel it sometimes, and that he is here to give you a big bear hug and help you clear it from your heart. He hugs you. He is so soft and so fluffy that you merge completely with his furry coat. The bear's hug makes you feel safe, and all your sadness starts to fade away and disappear. It is time to move on. You, chirping choir of birds, mischievous squirrel, Bouncy Bunny, Cunning Vixen, Lovely Dear, and Teddy the bear. You are a lively bunch. The path leads you downwards past the emerald stream, which is flowing into a lake. This lake is very special because its waters shimmer in shades of all of your favorite colors. You are enjoying the view when suddenly, to your surprise, you spot a sleeping lion. The lion is big and mighty, and he has a shiny golden mane. When he sees you and your friends, he gets up, slowly stretches himself, and walks towards you. You soon realize he is also one of your miraculous helpers. He tells you he can roar and make all fears completely disappear. He asks you what you are afraid of. You whisper all of your fears into his ear. The mighty lion invites you to sit on his hairy back and grab his shiny mane. Now, the lion roars so loudly that his roar echoes all over the forest. Without a doubt, there is no fear that could stay inside of you after such a powerful roar. You and your beastly company head on along the path. You, chirping birds, mischievous squirrel, Bouncy Bunny, Cunning Vixen, Lovely Dear, Teddy the bear, and you, fearless Lion King. Your furry friends make you feel so good. It seems to you that the forest is getting brighter and that there are fewer emerald spruce trees along the way. You are approaching an enchanted clearing in the woods. Soft emerald green grass and your favorite flowers that glow in the dark cover the entire ground. And diamond dandelions are everywhere. And look, a bunch of shiny red and white spotted toadstools, which make this place even more mysterious. It is like a fairy tale. Just when you think it cannot get better, you look up into the sky. You see numerous stars and see 1, 2, 3, and even more shooting stars. It is a true meteor shower happening right above you. You and your forest friends enjoy a rest after a long walk and gaze curiously at the stars. You notice that the shooting stars keep raining from the sky. Red, blue, yellow, purple, brown, orange, white, golden, silver,
rainbow. While you are enjoying the wonderful view, the vixen whispers to your ear that you can make a wish each time you see a shooting star. Everything is possible. You can wish for anything you want. It doesn't matter if your wishes are big or small, ordinary or extraordinary. What matters is that they are sincere and truly yours. You take your time, looking at the shooting stars in all of the colors of the world. You think of everything you wish for. You have a wish for every shooting star you see, and another, and another, and another. You start to believe that anything is possible in this world. Your forest friends have also sent many of their wishes to the starry sky. The bouncy bunny sent his great wish that your teeth would always be white as snow and healthy. The Lion King that your fears would never come near you again. He's really kind, isn't he? The meteor shower is about to end. You and your friends head back on the glowing path which led you to the enchanted clearing in the forest. You start to say farewell to them, to the fearless Lion King, to Teddy the bear, to the lovely deer, to the cunning vixen, to the bouncy bunny, to the mischievous squirrel, and finally to the chirping birds. You give each one a warm hug, and they each tell you you can come back to see them anytime you want. All you have to do is wish it. You continue to walk through the emerald green forest with great ease. While you are walking, you think about your miraculous adventure. Time passes by very quickly, and all of a sudden, you reach the end of the path where the two enchanted unicorns with the golden carriage are already waiting for you. You give them a hug and climb onto the carriage. You travel on the same glowing road with colorful torches on each side and return to the place where you first met. It is time to come back. The memory of your fairy tale adventure will stay with you forever. 5, 4, take a long inhale and exhale. 3, 2, 1. You are back. Slowly open your eyes and stretch your body. Don't forget to believe that in this world too, everything is possible. Timmy, Kids TV. Pozdravljeni otroci, ponovno smo skupaj na Timmy Kids TV. Danes sem z vami Maja. Čaka nas pravljična joga. Ali poznate tisto pravljico, bi se gnetli na tej metli? Jo že poznate? Super, potem mi boste lahko pomagali. Če pa jo še ne poznate, pa nič hudega, jo boste pa danes spoznali. Res zanimiva zgodba o čarovnici in, njeni mucki in drugih prijateljih. Pa se kar odpravimo na tole popotovanje. Na metli sta sedeli mačja kreatura. Mačja kaj? Kreatura? Je to kakšen mačji kip? Ne, ni kip. To je čisto prava mačka. In veste kaj? Mačke rade mjavkajo. Ja, čisto zares mjavkajo. Takole se tudi mi postavimo kot mucke ali mačke. In kadar je mačka vesela, zamjavka, dvigne svoj rep, pogleda gor in zamjavka. Mjav. Ko pa se mačka razjezi, naredi veliko grbico na hrbtu in pihne takole.
spet zamjavka. Mjav. In se razjezi. Še enkrat zamjavka. Mjav. Mačka rada pomaha svojim repkom, pa še mi pomahajmo, pomigajmo z Ritko sem in tja, sem in tja. Mi pa lahko pomahamo še z nogo, takole dvignemo nogo visoko v zrak in pomahamo. Pa še drugo. Super. Zraven mačke pa je sedela, pod klobukom se je skrivala, naredimo tak velik klobuk, prava babura. Ja, prav ste slišali, babura, čarovnica. In pod tem svojim klobukom se je pačila. A veste, tiste smešne obraze je počela, takole. Ne se zdaj smejati meni, hitro se pačite skupaj z mano, da vidim, če tudi vam gre. Tako, dovolj smešnih obrazov. Tako sta mačka in čarovnica poleteli visoko v nebo, pa kar ustanemo. Stegnemo roki visoko in se nagnemo v eno smer. Tako sta zavijali med oblaki v eno smer in zavijali sta v drugo smer. Potem pa je močno zapihal veter. Pomagajte mi, skupaj močno pihnimo. Najprej pomasiramo nos, pa naredimo vdih in pihnemo. Ali lahko še bolj močno? Dajmo poskusiti. Še enkrat pomasiramo nos, naredimo vdih in pihnemo. Čarovnici je odneslo njen čarovniški klobuk, zato je rekla dol, dol, takoj gremo dol. Ko sta čarovnica in mačka prišli dol, je čarovnica iskala svoj klobuk kot slepa kura. Ja, če je kura slepa, pomeni, da nič ne vidi, pa si skrimo tudi mi oči in smo kot kokoške. Takole. Naše oči so zaprte. Pa odložimo roke na tla, pa potipajmo. Kaj lahko čutimo? So tla mehka ali trda? So mogoče topla ali mrzla? Čarovnica je tako iskala, ampak klobuka ni našla. Je pa zelo dobro poslušala in nekaj slišala. Izza grmovja je pritekel kuža. Ta je bil zelo vesel, tako da je pomahal z repkom. Pomigajmo z Ritko tudi mi. Pa smo kužki, ki so veseli in mahajo z repkom. Pa pomahajmo takole. Mahamo, mahamo. Potem pa je kuža pobrcal oblake. Dvignemo eno nogo in brcamo. 1, 2 in 3. Pa še z drugo nogo. 1, 2 in 3. Odlično. Kuža si je želel skupaj z mačko in čarovnico leteti na metli. Ampak mačka nikakor ni bila za. Bala se je, da bi se metla zlomila. Čarovnica pa se je vseeno strinjala. Tako so skupaj spet poleteli visoko med oblake. Pa pojdimo še enkrat z njimi tudi mi. Spet so leteli visoko, zavijali v eno smer in zavijali v drugo smer. Potem pa so leteli daleč naprej, ko je ponovno zapihal veter. Ste pripravljeni, da pihnemo skupaj? Dobro, pomasirajmo nos, naredimo vdih in močno pihnimo. Še enkrat, pomasiramo nos, naredimo vdih
In močno pihnemo. Tokrat je bila čarovnica pripravljena. Prijela je svoj klobuk, takrat pa je na tla odneslo njeno mašnico. Ojoj, je rekla, dol, dol, takoj dol. Spet je kot slepa kura iskala svojo mašnico. Skrijemo si oči in iščemo mašnico, kje bi lahko bila. Ampak mašnice ni nikjer, je rekla. Potem pa je spet dobro poslušala, nekaj je slišala. Veste kaj? Ptičje petje. Odšla je do drevesa pogledat, kaj se tam dogaja. Skupaj naredimo veliko močno drevo. Takole z eno nogo stojimo na tla, drugo nogo pa dvignemo. Ker ima drevo velike in močne veje, stegnemo roki. Pa nato naredimo drevo še na drugo stran. Zamenjamo nogi, pa spet drugo nogo prilepimo, stegnemo roki. Na tem drevesu se je res skrival ptič in v svojem kljunčku je imel mašnico. Poletel je z drevesa in ga prinesel čarovnici. Takole je poletel. Počasi eno nogo postavimo na tla, stegnemo roki in dvignemo nogo malo nazaj. Tako, zelo malo. Če nam je pa to zelo lahko, lahko nogo dvignemo še bolj. Lahko poskusimo še na drugi nogi. Spet stegnemo roki, najprej malo dvignemo nogo, potem pa vedno bolj, kolikor lahko. Tudi ptiček je želel leteti skupaj z mačko, čarovnico in psom. Zato so skupaj poleteli. Leteli so visoko med oblaki, ko je ponovno močno zapihal veter. Zdaj že znamo. Pomasirajmo nos, močno pihnemo, še enkrat pomasiramo nos in pihnemo. Tokrat je bila čarovnica še bolj pripravljena. Prijela je klobuk, prijela je mašnico, takrat pa je na tla padla njena čarobna paličica. Zato je spet rekla dol, dol, hitro dol. Ko je prišla na tla, je spet iskala kot slepa kura. Skrijemo oči. Potipamo po tleh. Čarobne paličice pa od nikjer. Ampak, ker ni videla, je dobro slišala in zaslišala je tale glas. Rega, rega, kvak. Rega, rega, kvak. Veste, kdo se tako oglaša? Žabica. Res je. Iz mlake je priskakljala žabica. Postavimo roki na tla in skočimo samo z nogami nazaj, kot žabice. Rega, rega, kvak. In rega, rega, kvak. Pa skočimo visoko v zrak. Rega, rega, kvak. In še enkrat, rega, rega, kvak. Žabica je prinesla čarobno paličico. In tudi ona je sedaj želela leteti skupaj z drugimi. Zato so se vsi močno prijeli metle in poleteli. Leteli so visoko v zrak, zavijali v eno smer in zavijali v drugo smer. Takrat pa je čarovniška metla počila na pol. Vse živali so padle na tla, le čarovnica se je držala metle. Prišla je do velikega oblaka. Pa skupaj še mi naredimo oblak. Skrijemo eno roko za hrbet, skrijemo drugo roko za hrbet
in se počasi upognemo nazaj. Pogledamo navzgor, kot bi želeli pogledati oblake. Naredimo velik oblak. Spet je dobro poslušala in je nekaj slišala. Zdelo se je, da grmi, ampak vseeno pa jo je bilo strah, da to ni grmenje. Ko je prišla skozi ta oblak, pa je zagledala velikega, zelenega zmaja. Takole postavimo eno nogo naprej in postanemo veliki zmaji. Zmaj je bil zelo lačen, zato je odprl svoja usta, ker je želel čarovnico pojesti za kosilo. Naredil bi si čarovniško potico ali pa pico. Kako dobro kosilo bi to bilo. In ko je želel zagrabiti čarovnico, ni je mogel, zato se je obrnil na drugo stran. Pa postavimo drugo nogo naprej, mogoče bo zdaj lažje, še bolj je odprl svoja usta. In ko je že skoraj prijel čarovnico, je mimo prišla velika, strašna, lepljiva pošast. Naredimo skupaj pošast, takole, eno rok, drugo rok in se premikajmo kot pošasti. Pošast je prestrašila zmaja, da je odletel. Čarovnica pa se je od strahu cela tresla, takole. Se še mi tresemo. Bala se je, da ji bo pošast kaj naredila. Takrat pa je žabica skočila dol, se očistila blata. Ptiček se je očistil blata in kuža in mačka. Veste kaj? To sploh ni bila pošast. V tej pošasti so se skrivale živali, prijateljice od čarovnice, ki so jo rešile velikega zmaja. Čarovnica je bila sedaj zelo vesela. Odločila se je, da bo začarala novo metlo, da bodo spet skupaj lahko leteli. Tako, vzela je velik kotel. V njega je stresla vse pomembne skrivne sestavine, ni jih izdala. Natresla jih je notri, potem pa je dobro premešala. Vzamemo veliko kuhalnico in mešamo. Mešamo tako v eno stran, pa še v drugo, dobro moramo premešati. In ko je premešala, je kotel zaprla. Ko le postavimo noge skupaj, vzamemo velik pokrov in primemo nogi. Tako, zaprla je kotel, da se je vse skupaj dobro skuhalo. In ko se je vse skupaj dobro skuhalo, je vzela svojo čarovniško paličico in je z njo začarala. Čira, čara, hokus, pokus, abrakadabra, naj se nova metla začara. In res nastala je nova metla. Ta pa ni bila navadna, imela je volan in čarovnica je lahko vozila novo metlo še z večjo lahkoto. Imela je gnezdo za ptička, da je lahko notri mirno spal. In imela je tuš za žabico, da so jo cel čas nežno zalivale kapljice. Takole. Pa je tudi današnje pravljice konec. Dobro smo se razmigali in potovali skupaj s čarovnico in njenimi prijatelji. Se vidimo spet kmalu, naslednjič, ko nas čaka nova pravljica. Lepo se imejte, adijo! Timi, Kids TV. Živjo, otroci! Jaz sem Petra, sem logopedinja. O, živjo, otroci, dober dan! Ali me že poznate? Jaz sem Gingo, pravi zeleni, kuštravi potepin z zelo spretnim jezikom.
Danes sem z vami, da vas bom naučil, kako se pravilno telovadi z jezikom in kako se lahko s pomočjo mojih vaj naučite pravilno izgovarjati posamezne glasove. Ste za to? Se gremo skupaj igrati? Igranje z jezikom je prav zabavno. Gingo, zdaj se pa ti tukaj malo usedi. Danes vam bomo predstavili ene prav posebne logopedske kartice z naslovom Klepetajmo. Tukaj pa je tudi še čisto sveža Gingova knjiga z naslovom Gingo v deželi besed, ki nam bo prav tako pomagala, da se bomo naučili izgovarjati posamezne glasove. Kar začnimo z mojo prvo sliko, mojo prvo telovadbo. Da vam povem, kaj se mi je zgodilo. Enkrat sem opazoval muco, ki je pila mleko. Videl sem, kako je dvigala jezik. Nato sem poskusil kot muca piti še sam. Dobro me poslušajte, otroci, in poskusite tudi vi. Jezik iztegnite močno navzven, nato konico jezika privzdignite navzgor. Ko zajamete mleko, dajte jeziček nazaj v usta, tako da je konica obrnjena navzgor. Ste me dobro opazovali? Kako vam gre? Znate tudi vi piti mleko kot muca? Kako je zabavno! Otroci, povejte, že znate dobro piti mleko kot muca? Če ste ta gib dobro usvojili, potem vam lahko preberem še kratko pravljico in skupaj se bomo naučili pihati kot veter. Piha, kiha, Gingo diha. Danes se Gingo dolgočasi. Zunaj veter močno piha. Listje se premika in šumi. Gingo pa ne sme na vrt, ker kiha, zato puha in prav počasi diha. Gingo, si jezen, ker danes ne smeš iti na vrt? Malo pa res. Ampak gledam skozi okno in vidim in slišim, kako močno piha veter. Otroci, znate tudi vi zapihati kot veter? Poskusimo skupaj. Naredimo tako, kot muca pije mleko. Stisnemo zobe, naredimo našobljena okrogla usta in pihnemo. Poskusimo še enkrat. Poskusimo še enkrat. Sem vas kar malo odpihnil, kaj ne? Poskusite in zagotovo vam bo uspelo. Otroci, vam je dobro šlo? Danes si vsi zaslužite eno veliko petko. In, Gingo, mislim, da se morava še nekako posloviti. Kako nama je že rekla Diana? Objemček, poljubček in pa do prihodnjič. Timi, Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Dobrodošli v knjižnem kotičku, v katerem danes ne bomo brali pravljice, ampak bomo skupaj reševali izzive. In v pomoč nam bo kolo sreče, ki ima ogromno izzivov. Sicer ne bomo imeli časa, da bi čisto vse skupaj rešili, ampak bomo izbrali 3, oziroma kolo sreče, ko ga bomo zavrteli, nam bo povedalo, katere 3 izzive bomo rešili skupaj. Zdaj pa, dobro napnite možgane. Razmigajte prste, kajti čas je, da skupaj zavrtimo kolo sreče. Ste pripravljeni? Jaz sem.
Takole ga bom odložila na tla in ga močno zavrtela. A ste že kaj radovedni, kaj bomo skupaj počeli? No, pa poglejmo. Piše, povej krajšo zgodbico. Poglejte, takole se ustavi pri tejle puščici oziroma pri temle trikotničku, kar pomeni, da je naš prvi izziv, da moramo povedati krajšo zgodbico. Zdaj pa, uporabila bom možgane in si zgodbico izmislila, ali bom še nekoliko bolj premetena in rekla, kje pa piše, da ne smem krajše zgodbice prebrati? Nikjer ne vidim tega navodila, tako da mi boste pomagali izbrati krajšo zgodbico, ki vam jo bom prebrala. Zmenjeno? Izbirate lahko med rdečo kapico, grdim račkom, Jankom in Metko, obutim mačkom in Sneguljčico. To so take krajše pravljice, take klasične pravljice, ki jih predvidevam, da že vsi dobro poznamo. Kaj pravite? Grdi raček, a sem slišala grdega račka? No prav, pa dajmo grdega račka prebrati skupaj. Poglejmo. Grdi raček. Nekega dne je raca v svojem gnezdu ob robu ribnika valila 7 prečudovitih jajc. Ko so se jajca izvalila, je na dan pokukalo 6 belih račk in en povsem siv raček. Ni bil videti kot njegovi bratje in sestre, toda mama raca je zanj skrbela kot za vse ostale račke. Ko je račja družina odšla k ribniku, je z njimi odšel tudi sivi raček. Toda njegovi bratje in sestre so se mu posmehovali, ker se jim je zdel grd, saj ni bil tak, kot so bili sami. Zato se je grdi raček nekega dne odločil, da bo pobegnil. Na poti je naletel na lovca in njegovega psa, toda nista se zmenila zanj, kajti tudi njima se je zdel grd, zato ga nista preganjala. Na srečo pa ga je kmetica povabila, da lahko ostane v njenem kokošnjaku, saj je upala, da ji bo znesel jajca. A ker raček tega ni znal, se je odločil, da gre naprej. Prišla je zima in malega račka je začelo zebsti. Potem je na robu ribnika zagledal laboda s prečudovitim perjem. Kako velik je in kako lep! Grdi raček je lahko le sanjal, da bi mu bil podoben. Zima je bila ledeno mrzla, a pogumni raček jo je preživel in odrastel. Spomladi se je vrnil k ribniku, kjer je občudoval prelepega laboda, in kakšno presenečenje, ko je na vodni gladini zagledal svoj odsev, ni zagledal grdega račka, ampak prečudovitega belega laboda. Potem je opazil labodjo družino in se ji približal. Pri priči so ga vzeli medse in potem je skupaj z njimi veličastno poletel v nebo. Tako, prvi izziv je za nami. Sprašujem se, katero zgodbico bi izbrali vi? Bi si jo izmislili ali bi se znašli tako, kot sem se jaz, in izbrali pravljico nekega znanega avtorja? Dobro vprašanje, kaj ne? A gremo naprej na naslednji izziv? Ste pripravljeni? Jaz tudi. Naj se kolo sreče ponovno zavrti in nam izziv številka 2 dodeli. Pravi, da moramo poimenovati 5 živali. Le katerih 5? Razmišljam. Spet imam idejo. Vi že veste, da jaz imam zelo rada knjige in če le lahko, v takšne izzive vključim tudi knjige. Tako da imam tule kar nekaj knjig z živalmi na naslovnicah. Tako da je to 5 živali, ki sem si jih izbrala jaz. Ampak seveda sem radovedna, katerih 5 si boste izbrali vi. Ampak ker vas ne slišim, predlagam, da pogledamo tistih 5, ki sem si jih zamislila jaz.
In sicer, to je, no pomagajte mi, katera žival je to? Kako? Delfin, zelo dobro. Takole ga bom semle postavila. Delfin. Katera žival pa je tole? Opica, krasno. Pa ne mi reči, da vi že poznate vse te živali. Zelo dobro. Kar eno petko ali pa kepco bi vam dala, če bi vas imela tule pred seboj. Ok, gremo naprej. Katera žival je to? A je to ptič, ki ne leti po držalo? To je pingvin, res je. Ok, strašni, čudoviti kralj živali. Lev, zelo dobro. In še krokodil. Tako, pa smo opravili izziv številka 2. A ponovimo še enkrat živali. Dobro, rekli smo krokodil, lev, pingvin, opica in delfin. Kolo sreče? 3. izziv, prosim. Preden zavrtimo kolo sreče in izvemo, kakšen je izziv številka 3, moramo najprej za seboj pospraviti. Jaz upam, da doma tudi vestno za seboj pospravljate in tako pomagate staršem, da jim ni treba pospravljati za vami. Pospravljate, kaj ne? Dobro, takole knjigice vrnem na njihovo mesto in se pripravim na izziv številka 3. Mečkan sem nestrpna. Mogoče tudi mečkan nervoskana, kaj pa če bo naslednji izziv tak, ki ga ne bom znala ali zmogla. Kaj pa v tem primeru? Kaj pravite? Če se bom potrudila, ga bom zagotovo znala in zmogla. V bistvu imate prav. Kolo sreče, naj se vrti in nam še 3. izziv dodeli. Wow, zgraditi moramo stolp. Spet moramo nekoliko uporabiti naše možgane in domišljijo. Stolp. Kot vidite, nimam nikakršnih kock. Česa pa imam ogromno okoli sebe? Knjig, seveda, spet smo pri knjigah, kar pomeni, da tudi stolp lahko zgradimo s pomočjo knjig. Res je. No, katere bom izbrala? Kaj pa, če izberem te? Nič ne piše, kako zelo visok mora biti ta stolp, ampak jaz mislim, da lahko uporabimo še kakšne knjige, pa naredimo srednje visok stolp. Ste za? Vi ga lahko zgradite iz kock, iz škatel, pustite domišljiji prosto pot, pa boste videli, kam vas bo odpeljala. Ampak jaz, kot že rečeno, zelo rada uporabljam knjige v kakršnekoli namene že. Tokrat bom z njimi zgradila stolp. Takole, začnem z eno. Skrbim, da so lepo postavljene ena na vrh druge, zato da se mi stolp ne bi slučajno podrl. Višji kot je stolp, manj je stabilen. Kaj to pomeni? Se pravi, če je knjigic manj, ga je težje prevrniti, premakniti, oziroma sam se zagotovo ne bo podrl, če ga mi ne bomo. Zdaj pa višje, kot bi gradili, več je možnosti, da se nam stolp podre. Zato je zelo pomembno, da ga previdno in zelo natančno postavimo. Poglejte ga. Kakšen se vam zdi? Zdaj pa nimam več enako velikih knjig, ampak bom dala nekoliko večje, nekoliko debelejše, širše. Tako. Ampak, kaj je bistvo? Da smo skupaj opravili še 3. izziv. In sicer, ta nam je narekoval, da moramo sestaviti stolp in voila, stolp smo sestavili. Tako, pa smo s skupnimi močmi uspešno opravili tudi 3. izziv. Ampak, kot ste lahko opazili, na kolesu sreče niso zgolj 3 izzivi, ampak jih je še veliko več. In vse ostale izzive lahko opravite skupaj s svojimi starši, z bratci, sestricami, prijatelji. In tako kot smo se zabavali mi, sem prepričana, da se boste zabavali tudi vi s svojimi najbližjimi. Zdaj pa je čas, dragi malčki, da se objamemo, si pošljemo poljubčka in rečemo pa do prihodnjič. Pravlični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes skupaj pred spanjem
obiščemo muzej. Klara in Nate sta ves dan delala. Ustvarila sta risbe in slike, ki jih zdaj razstavljata. Vsakdo jih lahko pride pogledat. Razstavo obiščeta tudi babica in dedek. Hej, so je kot v muzeju. Babica in dedek pogosto hodita na razstave. Jutri bosta Klaro in Nejca vzela s seboj v pravi muzej. To je torej pravi muzej. Vsakdo ga lahko obišče. To je velika stavba z veliko sobami. V njih so zbrane zanimive reči, ki si jih je vredno ogledati. V muzeju so varno shranjene. Poznamo različne vrste muzejev. Muzeje zgodovine, znanosti, umetnosti. Vsak muzej ima zbirko stvari, ki spadajo skupaj. To je muzej lepih umetnosti. V njegovi zbirki so predvsem slike in kipi. Klara, Nate, babica in dedek stojijo pri blagajni pred vhodom v muzej. Vanj lahko vstopiš samo, če imaš vstopnico. Dedek kupi 4. Prišli so si ogledati stalno zbirko. To je najpomembnejša muzejska zbirka, ki jo lahko obiščeš vse leto. V sobah kustosi obiskovalcem pomagajo najti, kar iščejo. Določeno sliko, pot do kavarne ali dvorano z videoposnetki. Kustosi tudi čuvajo muzej. Predvsem pazijo, da obiskovalci ne počnejo kaj prepovedanega. Na primer, se dotikajo krhkih in lomljivih predmetov ali da ne poškodujejo ali ukradejo umetniških del. Ali veš, da lahko v nekatere muzeje vstopiš zastonj? Muzej si lahko ogledaš sam, z družino, z razredom ali s prijatelji. Lahko pa te po njem popelje tudi vodnik ali muzejski animator. Tako lahko o tem, kar gledaš, izveš več. Na levi vidiš animatorko. Pripravlja različne naloge v povezavi z začasnimi razstavami. Danes je skupini otrok rekla, naj poiščejo vse klobuke na sliki. Desno vidiš vodnico, ki skupino obiskovalcev vodi skozi sobe. Natančno pojasnjuje, kaj si ogledujejo. Veliko lahko pove o muzeju in razstavljenih delih. Včasih v muzeju dobiš audiovodnik. Tako lahko po slušalkah poslušaš razlago o vsem, kar si lahko ogledaš. Ali veš, da je katalog, knjiga o muzeju, razstavi ali umetniku, čigar dela so razstavljena? V muzeju lahko najdeš veliko stvari. V muzeju starih igrač imajo razstavljene stare in nekoliko manj stare igrače. V muzeju zgodovine si lahko ogledaš slike ali fotografije iz preteklosti, oblačila, ki so jih ljudje nekoč nosili, ter predmete, ki so jih uporabljali. V botaničnem muzeju so na ogled knjige o rastlinah in fotografije rastlin. V muzeju lepih umetnosti pa stojijo in visijo umetniška dela. Ob vsakem predmetu, sliki ali kipu je oznaka. Na njej piše, za kakšen predmet gre, čemu je namenjen, kako star je, od kod prihaja. Na oznaki ob umetniškem delu lahko prebereš naslov umetnine, ime umetnika, kdaj je bila izdelana in iz česa. Ali veš, da so nekateri razstavljeni predmeti zelo dragoceni in zato privlačijo tatove? V muzeju se obiskovalci sprehajajo po mnogih dvoranah, vendar ne morejo v čisto vse prostore. V restavratorjev atelje, na primer, je vstop prepovedan. Restavrator popravlja ali restaurira poškodovana umetniška dela. To zahteva veliko natančnosti. Ko konča, se na umetnini ne sme videti, da je popravljena. Ko v muzej prispe nov predmet, ga postavijo ali obesijo na njegovo mesto. Da lahko to naredijo v miru, dvorano, v katero ga bodo dali, ponavadi zaprejo. Restavrator in drugo muzejsko osebje zelo previdno odprejo paket, v katerem je nov predmet. Nikakor se ne sme poškodovati. Direktor muzeja ga je kupil, ker spada k preostali zbirki. Direktor ali galerist mora dobro skrbeti za varnost razstavljenih del, da se ohranijo takšna, kot so.
Ali veš, da se direktor muzeja odloči, katere začasne razstave bodo priredili, kakšen katalog bodo pripravili in da razporeja delo med muzejsko osebje? Tako je videti Muzej lepih umetnosti od zunaj. Po tej veliki stari stavbi s stekleno kupolo se lahko sprehaja veliko obiskovalcev. V muzeju so čudovite, svetovno znane zbirke. V muzeju organizirajo tudi razstave sodobne umetnosti, ki trajajo nekaj mesecev, nato pa jih pokažejo še v drugih muzejih v drugih državah. Tako lahko ljudje iz različnih držav vidijo enake razstave. Ali veš, da umetniška dela za potujoče razstave prevažajo s tovornjaki in ladjami ter celo z letali? In takšen je muzej od znotraj. Na vsaki strani avle, v katero vstopiš, so dvigala in stopnice v druga nadstropja. Babica in dedek sta vnučka odpeljala v dvorano s slikami in kipi iz prejšnjega stoletja. Klari in Nejcu so všeč predvsem kipi. Narejeni so iz mavca, marmorja ali drugega kamna, pa tudi iz brona in drugih kovin. Klara posnema kip Nespametno nasilje Ricka Watersa. Nejc pa je sedel na Picassovo kozo. To se seveda ne sme in jezen čuvaj mu pride takoj ukazat, naj stopi dol. V dvoranah s starejšimi slikami in kipi so dela stara na stotine in stotine let. Njihovi ustvarjalci so že dolgo mrtvi. Na oddelku za sodobno umetnost pa so na ogled dela, narejena pred kratkim. Njihovi umetniki pogosto še živijo. Ali veš, da zbiratelji umetniška dela iz svojih zbirk muzeju pogosto podarijo? To pomeni, da jih dajo zastonj. Muzej se takšnega darila zelo razveseli, saj si tako lahko vsi pridejo ogledat umetnino. V stolpu na drugi strani muzeja je začasna razstava o Albertu Giacomettiju. Tam si lahko ogledaš njegova dela in video posnetek o njegovem življenju. V drugem stolpu je velika muzejska kinodvorana. Včasih dvorano poimenujejo po enem umetniku, pogosto po tistem, ki ima v muzeju razstavljenih veliko del. V tej dvorani potem visijo samo njegova dela. Direktor ima pisarno nad muzejsko prodajalno. Muzej ima tudi nekaj kavarn. Ena je pod stekleno kupolo. V podpritličju pa bomo našli restavratorjev atelje in skladišče za dela, ki trenutno niso razstavljena. Zraven je garderoba za muzejske čuvaje in druge ljudi, ki delajo v muzeju. Ali veš, da nekatera dela ne ostanejo večno? Ne moreš na primer razstavljati plesnega nastopa ali gledališke igre. Da si jih lahko ogledamo tudi pozneje, jih posnamemo na fotografijo ali film. Levo vidiš muzejsko prodajalno. V njej lahko kupiš katalog, razglednice in druge spominke, krožničke, majice in tako naprej, na katerih so slike umetniških del. Dedek za Klaro in Nejca kupi muzejski katalog. Jutri ga bosta odnesla v šolo in pokazala sošolcem. Obiskovalci lahko svoje jakne, torbe in dežnike pustijo v garderobi. Medtem, ko se bodo sprehajali po muzeju, bo nanje pazil garderober. Nad garderobo je kavarna. Tam lahko kaj poješ in spiješ. Ali veš, da v nekaterih muzejih ne smeš fotografirati? Bliskavica bi lahko škodila nekaterim umetninam. Klara in Nejc stojita pred letalskim in vesoljskim muzejem. To je muzej znanosti, v katerem lahko izveš več o letalih in vesoljskih raketah. To pa je naravoslovni muzej. Tudi to je muzej znanosti, vendar je v njem zbrano vse, kar je povezano z naravo. Živali, rastline, minerali. Klara in Nejc se najprej odpravita v razstavni prostor z maketami dinozavrov. To je Guggenheimov muzej moderne umetnosti v New Yorku. Že čudovita stavba sama je pravo umetniško delo. Arhitekt je iz nje naredil ogromno moderno umetnijo. V njej so na ogled slike in kipi. Klara in Nejc gresta tudi v ladjo, ki je bila preurejena v muzej. Tja greš, če želiš izvedeti več o gradnji ladij in ladjarstvu, pa tudi če te zanima, kako so živeli mornarji in ladijski kapitani. To je moj mali muzej.
Tu pred mano je velika škatla, v njej pa nič in vse. Otroški čevlji, mali medvedek, rdeč obroč, risbice in ropotulica za prvo pomoč. V njej so moje razglednice in fotografije, plastelin in iz njega male umetnije. Vsi mlečni zobje in darilo zobne miške, nekaj suhih rožic in olesenele šiške. Pridi si pogledat moj muzej, pridi, stopi naprej, k škatli prepolni stvari, v kateri preteklost še živi. Vse želim še obdržati, vse imeti, nič oddati. Prostor zagotovo najde se za vse. Vidite, zbirateljstvo mi dobro gre. Bi radi tudi sami tak muzej imeli? Stavite, da boste kmalu večjo škatlo si želeli. In tule še ideja za ustvarjanje. Uokvirite svojo umetnijo, če bo treba, za pomoč poprosite mamico ali očka, starejšo sestro ali brata. Jaz se zdaj poslavljam od vas. Ne vem pa, ali greste spat ali ustvarjat. Kakorkoli, objem, poljubček in sladke sanje. Pravljični kotiček z Diano na Timi Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste zobke že umili? Ste? Kaj pa nogice? Ste jih že pod dekico skrili? Tudi? Odlično. Zdaj pa me zanima, če vi veste, kam gre Mavrica, ko zbledi? Kaj pravite? Ne poznate odgovora na to vprašanje? Tudi jaz ne. Ampak veste, kdo ga pozna? Avtorica knjige, Mojca Fatur, ki je napisala knjigo z naslovom Kam gre Mavrica, ko zbledi? Krasna in idealna knjiga za vse nas radovedneže, ki odgovora na to vprašanje ne poznamo. A gremo pokukati v knjigo, da ugotovimo, kam gre Mavrica, ko zbledi? Ste za? No, pa začnimo. Za 3 cvetočimi hruškami, 7 sončnimi žarki, družino velikonočnih zajcev in polžem z novo vikend hišico, z pisanim čebelnjakom, jato lastovic in 2 precej nadutima goloboma, za nasadom sončnic in poljem živo rdečega maka, je sameval najmanjši kraj na svetu. Na glavnem trgu je visel mojstrsko izdelan in vsako leto na sveže prebarvan napis Osamljeni gaj. In čeprav si za obisk najbližjega sosednjega kraja potreboval kar 3 dni hitre hoje, ni bil osamljeni gaj v resnici prav nič osamljen kraj. Glavni trg v obliki gromozanskega jajca je bil obkrožen z vrsto lepo urejenih hiš. Vse so bile približno enake velikosti, a niti 2 nista bili enake barve. Vsako leto so na prvi pomladni dan v osamljenem gaju praznovali praznik barv. Na glavni trg so prinesli mize in stole, plesali so in peli, izbirali najboljši malinovec preteklega leta in imeli čisto pravo žrebanje. V košari je bilo 12 lističev, prav toliko, kolikor je bilo hiš, in vsak je bil druge barve. Zime v osamljenem gaju so bile namreč strašansko mrzle in tako zasnežene, da so bili tamkajšnji prebivalci prepričani, da sneg v resnici zapade samo v njihovem kraju in ga nato nekdo skrivoma razvaža na preostale konce sveta. Zato so že večkrat razmišljali, da bi osamljeni gaj preimenovali v zasneženi gaj. A vsi niso bili za to, saj so se bali, da bi potem zapadlo še več snega. Praznik barv je tako postal njihov najpomembnejši praznik. Z njim so počastili prihod pomladi, njihovega najljubšega letnega časa. In tako kot narava svoje zasnežene poljane spomladi preobleče v mavrična polja, tako so prebivalci osamljenega gaja vsako leto prebarvali pročelja svojih hiš. A ker so bile nekatere barve bolj priljubljene od preostalih, se je župan, zato da bi preprečil morebitna negodovanja in spore, odločil,
da bodo barve izžrebali. Tako bo pošta letos jagodno rdeča, banka nebesno modra, županova hiša oker kot sveže pečene žemljice, trgovina travnato zelena, gostilnica pomarančno oranžna, zdravstveni dom v barvi vijolic, šola sončno rumena, slaščičarna turkizna kot kak nenavaden dragulj, pekarna bisernato siva, frizerski salon mornarsko moder, krojačnica vinsko rdeča in hiša gospoda Petra, mojstra za vse, nežno rožnata kot cvetovi breskav. V osamljenem gaju ni bilo ne avtoceste, ne industrijskih obratov. Zato je bil zrak tako čist, da se je Polonzi, hčerki gospoda Petra, zdelo, da lahko skozenj pokuka v drug svet. Ob lepem vremenu se je svetlikal kot pravkar zbrušen kristal in takrat se je v njem bleščal odsev živopisnih hiš. Tako je nad osamljenim gajem skoraj vse leto bdela čudovita Mavrica. Vsi so jo s ponosom občudovali, nihče pa ni vedel, da je Mavrica v resnici tobogan, po katerem se sreča spušča na zemljo. Verjetno zato v osamljenem gaju ni nihče nikoli zbolel, nihče ni ničesar izgubil ali pozabil. Nobeno srce ni jokalo zaradi neizpolnjene ljubezni. Med seboj so si pomagali, hodili so drug k drugemu na obiske in se vsakega novega dneva razveselili, kot bi bil pravkar rojeno dete. Pomlad je bila tokrat še posebej radostna. Od neznano kod so priletele pikapolonice. Prve dni so otroci po glavnem trgu tekali za tremi in vežbali računanje s preštevanjem njihovih pik. Vendar je računanje postajalo iz dneva v dan težavnejše, saj so se pikapolonice kar množile in množile. Čez dober mesec jih je bilo že za polno šolsko torbo, zato so otroci prenaporno računanje raje zamenjali za brezskrbno tekanje po travniku. Potem pa se je nekega jutra zgodilo nepričakovano. Strašen krik je prehitel Petelinovo budnico in sunkoma vrgal na noge ves osamljeni gaj. Poglejte, Mavrica je zbledela. Ojoj, naša čudovita Mavrica je zbledela, je vsaj iz sebe ponavljala Pekova žena, gospa Marjeta. Kot bi mignil, so bili vsi še v pižamah in copatih, zbrani okrog gospe Marjete, ki je kot kura brez glave tekala gor in dol po glavnem trgu. Nejeverno so zrli v zbledelo Mavrico. Parmejdun, je vzkliknil Polde. Tudi pošta je zbledela. In res, prej jagodno rdeča pošta je bila zdaj podobna stari sprani roza nogavici. Vsi so obmolknili in nemo pogledovali zdaj v Mavrico, zdaj v zbledelo pročelje pošte. Kar lepo brez panike je župan prekinil mrko tišino. Vse bomo uredili, pošto bomo pač na novo prebarvali. Urno so zavihali rokave, pomočili čopiče v čebre z rdečo barvo in še preden so gospodinje poklicale h kosilu, so že zaključili z delom. Nad osamljenim gajem se je raztezala živopisana Mavrica, čudovita kot vedno. Vse je bilo spet v najlepšem redu. Otroci so se na glavnem trgu igrali med dvema ognjema, odrasli pa so se vrnili vsak k svojemu opravilu. A veselje ni trajalo dolgo. Naslednje jutro je gospa Marjeta spet prehitela Petelina in njen krik je bil še predirnejši kot dan pred tem. Tudi pročelje pošte je še bolj bledikavo kot dan poprej zrlo v zmedene prebivalce osamljenega gaja. Nekateri so žalostno zmajevali z glavo, drugi sumničavo oprezali za morebitnim storilcem. Prav vsi pa so čutili, kako se jim v prsi seli neprijeten nemir. Župan je tudi tokrat odločno prekinil nastalo zmedo. Spet so zavihali rokave, pomočili čopiče v čebre z rdečo barvo in spet je bila Mavrica še pred kosilom vsa sijoča. A glej ga zlomka. Vreščeča budnica gospe Marjete je tudi naslednje jutro prehitela Petelinovo.
In naslednje jutro spet, in še naslednje tudi. Po kakšnem tednu dni je Petelin obupal in je svoje klavrne poskuse, da bi jo prehitel ali vsaj preglasil, popolnoma opustil. Nekaj dni zatem pa se je jutranjega vpitja naveličala tudi gospa Marjeta. Postala je nenavadno ravnodušna. Ne samo, da ni več vpila, tudi iz postelje se ji ni več ljubilo vstati. Kmalu so obupali tudi ostali in nič več niso namakali čopičev v rdečo barvo. Prej vedno nasmejani in dobrovoljni prebivalci osamljenega Gaja so postali čudno resni. Vedno manj so se pogovarjali in družili, mrko so zrli v tla in hitro postorili najnujnejša opravila. Velikokrat so se za prazen nič skregali in trmasto vztrajali pri svojem. Da bi se drug drugemu opravičili ali se skušali pobodati, jim niti na kraj pameti ni padlo. Redko kdo se je sploh še zadrževal na glavnem trgu. Večinoma so se tiščali po domovih in tarnali nad glavoboli, kašljem in drugimi tegobami, ki so jih pestile. Nenavadno pa je bilo, da so skupaj z razpoloženjem prebivalcev bledela tudi pročelja preostalih hiš. Vsakič, ko je neka hiša ostala brez svoje prepoznavne barve, je zbledel tudi del mavrice. Nihče niti opazil ni, kdaj se je nekoč pisani in norčavi osamljeni Gaj spremenil v najbolj mrko in pusto različico samega sebe. Tudi na Polonco, hčerko gospoda Petra, je legla neprijetna teža brezbrižnosti in zdolgočasenosti. A kljub temu ji nekaj v njej ni dalo miru. In tako je vsak večer, ko se je glavni trg zazibal v mrak, zrla skozi okno in skušala dognati, kaj se je pravzaprav zgodilo. V svoj mali rožnati zvezek si je zapisovala vse, kar je opazilo njeno budno oko. Vse nenavadne stvari je vestno beležila in jih kot detektiv skušala povezati v smiselno celoto. A brez uspeha. Ko bi že skoraj obupala, se ji je nekega temnega večera pogled ustavil na gospodu Čuku in njegovi soprogi. Kakšne pol ure ju je nepremično opazovala, ko se ji je znenada posvetilo. Če kdo, potem ta dva vesta za čisto vsako stvar, ki se je kadarkoli pripetila v osamljenem Gaju. Kar naprej sta na preži in zvedavo obračata svoji glavi v vse smeri. Redko kdaj sploh kam poletita. Morda ravno toliko, da si pretegneta krila in najdeta kaj za podzob. Polonca je odprla okno in jo začela klicati k sebi. Čukasto sta jo pogledala in se obrnila v drugo stran. Začela jima je žvižgati, peti, skovikati, ploskati. Nič ni pomagalo. Gospod in gospa se nista pustila vznemiriti. V kuhinjo je stekla po bombone in čokolado. Nič. Skočila je po sok. Še vedno nič. Ura je bila že pozna in zjutraj bo treba v šolo, zato se je poražena spravila spat. A hkrati odločena, da do naslednjega večera stuhta kaj uporabnega. In res, rešitev se ji je prikazala v sanjah. Takoj po šoli je stekla na bližnji travnik, kjer je nabrala za velik kozarec žuželk. Zvečer jih je stresla na ličen krožnik, ga postavila na okensko polico in jima zažvižgala. Najprej je bilo videti, da ju njen ulov nič kaj ne gane. A ko jima je že lep čas neutrudno mahala z največjo izmed žuželk, sta postala radovedna. Najprej je v izvidnico priletel gospod Čuk. Ko je zagledal migotajočo pojedino na krožniku, so se mu oči kar zasvetile. Urno je začukal soprogi, naj se mu pridruži. Ko sta z užitkom pospravila vsak nekaj žuželk, jima je Polonca pretkano izmaknila krožnik. Jasno jima je dala vedeti, da se ji bosta morala za nenadejano pojedino nekako odkupiti. Z zobanjem večerje bosta lahko nadaljevala šele, ko bosta odgovorila na vsa njena vprašanja. Ko sta videla, da Polonca misli resno, jima ni preostalo drugega, kot da sodelujeta. Za vsak odgovor sta bila nagrajena z novim žužkom. Izkazalo se je, da sta gospod Čuk in soproga prepričana, da je za nastalo zmedo kriva poštarjeva žena, gospa Vilma.
Trdila sta, da že mesece vse noči prejoče. Toliko solz nikoli ne prinese nič dobrega. V Vilminem primeru so odplaknile njeno srečo. Kako to mislita, da so solze odplaknile Vilmino srečo, jo je vprašala Polonca. Gospod Čuk in soproga sta sočasno zavila z očmi in se nejeverno zastrmela vanjo. Nato pa sta začela naveličano pojasnjevati, da je sreča prav posebno bitje, ki zahteva veliko pozornosti in nege, da moraš za srečo skrbeti, če želiš, da ostane ob tebi. Zdaj razumeš, zakaj so jo solze odplaknile, sta začukala v Polonco. Ona pa se je le kislo nasmehnila, saj še kar ni šlo v račun, da je sreča živa in da je zanjo treba skrbeti. Poglej, je nepotrpežljivo nadaljeval gospod Čuk. Ljudje za vse lepe in navdihujoče stvari, ki se vam zgodijo, pripisujete zasluge sebi. Ko pa ne gre vse tako, kot bi si želeli, se jezite, da nimate sreče. In potem lovite uboge pikapolonice in jim šepetate svoje skrivne želje v upanju, da vam jih bodo uresničile, je nadaljevala Čukova gospa. Tako zelo ste obsedeni z lovom na srečo, da sploh ne sprevidite resnice o pikapolonicah. Polonci je bilo iz minute v minuto manj jasno. Kakšne resnice o pikapolonicah, je zmedeno vprašala. Pikapolonice ne uresničujejo želja, pikapolonice ujamejo srečo, ki želi pobegniti od vas in jo pripeljejo nazaj k vam, se je zadrl Čuk in besno začukal. Ker ste spet v sozvočju svojo srečo, se vam uresniči želja, ne pa zaradi pikapolonice. Soproga ga je nežno objela, da se je pomiril in nadaljevala. Se spomniš, da je bilo v začetku pomladi tu nenavadno veliko pikapolonic? Polonca je tiho prikimala. Spomnila se je, kako so jih lovili in preštevali pike na njihovih krilcih. No, je vzpodbudno prikimala gospa Čuk. Kaj no, jo je debelo pogledala Polonca. No, zakaj misliš, da je kar na lepem priletelo toliko pikapolonic, je potrpežljivo nadaljevala gospa Čuk. Pojma nimam, je skomignila Polonca. Zaradi Vilme in njenega joka je zdaj že popolnoma razdražen, zavpil gospod Čuk. Njena sreča je bila do kosti premočena in je hotela pobegniti nekam na lepše, kjer bi ji bilo toplo. Aha, in pikapolonice so skušale Vilmino srečo ujeti in jo pripeljati nazaj k njej, je bila nad svojo ugotovitvijo navdušena Polonca. Aleluja, je zavzdihnil gospod Čuk in iz krožnika sunil prav posebej zamaščenega žužka. Zaradi česa pa je gospa Vilma tako neutolažljivo jokala, je zanimalo Polonco. To jo pa kar sama vprašaj, je zabrusil čukast par in do sitega napokan odletel nazaj v svojo duplino. Polonca je takoj zjutraj obiskala Vilmo. Ta je sedela za svojim pultom in hlipa je prelagala kupe ovojnic. Polonca se je obotavljajoče prestopala, saj ni vedela, kako naj začne pogovor. Končno se je le opogumila in gospo Vilmo kar naravnost vprašala, kaj jo tare. Ta je s svojimi od joka zabuhlimi očmi samo topo strmela vanjo, nato pa je solzno jadikovanje dobesedno bruhnilo iz nje in se v potokih zlivalo čez osuplo Polonco. Tožila je, da jo njeno delo utruja in dolgočasi, da ima opravka samo še s položnicami, reklamami in uradnimi obvestili, da si ljudje sploh ne pošiljajo več razglednic in pisem. Pošta je bila včasih polna ljubezenskih pisem, je razneženo zašepetala. Nekatera so bila tudi odišavljena in okrašena. Srce mi je razburjeno bilo, ko sem jih držala v rokah in komaj sem čakala, da jih tisti, ki so jim bila namenjena, prejmejo, je zavzdihnila in planila v neutolažljiv jok. Tako glasno je tulila, da Polonce še slišala ni. Pogovor je postal praktično nemogoč, zato se je Polonca kar poslovila. Vedela je, da mora nekaj ukreniti in da se v tem, kar je povedala gospa Vilma, skriva ključ do mavrice in nasmejanega, osamljenega Gaja. Pogrešala je svoje prijatelje, igro in klepet. Pogrešala je vrvež na glavnem trgu. In v tistem jo je zadelo kot strela z jasnega.
Stekla je naravnost k županu in ga prepričala, naj uvede dopisovalski dan. Na ta dan mora vsak prebivalec osamljenega Gaja nekomu poslati pismo ali razglednico. Napisane besede morajo biti skrbno izbrane in priti morajo iz srca. Le tako se bodo zares dotaknili src tistih, ki so jim namenjene. In ko se srca začnejo sporazumevati med sabo, takrat se rodi čarovnija. Takrat se sreča počuti ljubljeno in začne cveteti. Prebivalci osamljenega Gaja so dopisovalski dan sprejeli zadržano in s precej nerganja. Zanje je bila to samo še ena obveznost več. Teh pa so imeli že tako ali tako preveč. A po nekaj poslanih in prejetih pošiljkah se je v njihovih srcih resnično začelo nekaj premikati. Otoplila in omehčala so se, na njihove obraze so se vrnili nasmehi in spet so se začeli zanimati drug za drugega. Obiskovali so se, si pomagali in se pogovarjali. In nekega jutra jih je spet prebudilo vreščanje gospe Marijete. Še vsi krmežljavi in pomečkani so pritekli na glavni trg. A tokrat so nejeverno bolščali v čudovito mavrico, ki se je bočila nad osamljenim Gajem in vpisana pročelja hiš pod njo. Župan je ponosno stopil k Polonci in ji vpričo vseh čestital. Polonca, le kaj bi mi brez tebe? Osamljenemu Gaju si vrnila njegovo znamenito mavrico. Polonca se je ob tem le nasmehnila in si tiho zašepetala. Ne boj se, sreča moja, rada te imam in vedno bom skrbela zate. Dopisovalski dan je tako postal najbolj priljubljen dan v tednu. Ko so pisali že vsem, ki jih poznajo, so prebivalci osamljenega Gaja začeli pošiljati pisma in razglednice na naključne naslove iz imenika. K njim pa so začele prihajati pošiljke iz oddaljenih in neznanih krajev. Nepoznani ljudje so jim opisovali svoje dežele, običaje, življenja in ljubezni. Mreža radostnih src se je širila, sreča je vedno bolj cvetela in po svetu so ljudje opažali vedno več mavric. Poslušajte svoje srce, bodite nežni do svoje sreče in pozorni na mavrice nad vami. Ste danes že pokukali v poštni nabiralnik? Morda je pismo iz osamljenega Gaja prispelo tudi k vam. Kaj pa, če je pismo iz osamljenega Gaja prispelo tudi v moj poštni nabiralnik? Mi dovolite, da grem pogledat? Kaj pravite? A ja, posloviti se moram, seveda. No pa dajmo se, kako mi to naredimo skupaj. Objem, poljubček in pa do prihodnjič.